Osebne pobožnosti. Objektivna in subjektivna pobožnost. Duhovno živi, kdor živi v svetem duhu. To velja za vse. V rasti v popolnosti se izgubijo vse razlike med moškim in žensko, med preprostimi in učenimi, kakor tudi med Judi, Grki in barbari. Sveti duh oživlja v prvi vrsti cerkev, daje moč njenim zakramentom, edinost vere Božjemu ljudstvu. Iz tega sledi, da so temeljne resnice krščanske vere skupne vsem, kakor so vsem skupne tudi glavna sredstva našega posvečenja. Ko beremo življenjepise svetih kristjanov, smo že na prvi pogled presenečeni nad dejstvom, da obstaja med njimi edinost mišljenja, obnašanja in molitve. To ni umetna, mehanična ali teoretična edinost, je edinost življenja, v kateri se kaže mnogovrstna božja modrost. Kakor v naravi ni enega cveta, ki bi bil istoveten z drugim, tako se tudi kristjan razlikuje od drugega, svetnik od svetnika. Vsi imajo isto objektivno pobožnost, isto voljo uresničiti vse dobro, častiti enega in edinega Boga ter njegove svete. In vendar je vsak od njih samo delni odsev Kristusa in vsak vidi Boga v svoji luči, v skladu z načinom in stopnjo razsvetljenja. Pobožnost je torej tudi subjektivna. Iz polnosti ideje in mnoštva sredstev sleherni izbere to, kar se bolje prilega njegovi notranji strukturi in zunanjim pogojem. Moli otrok, moli mati, redovnik, vojak. Toda njihov način je različen. V zgodovini cerkve so bile torej različne vrste pobožnosti. Nekatere so se razširile po vsem svetu, druge so omejene na določene dežele, čase in tipe družb. V odnosu do teh pobožnosti se izogibamo dvojnemu pretiravanju. Mnogi kipi, litanije, devetdnevnice k različnim svetnikom, procesije, vse to more potisniti v ozadje osnovne in bistvene pobožnosti. Nasprotno pa tudi ni pravično zatirati vseh osebnih izrazov v odnosu do Boga. V nekaterih pobožnostih se razodeva duša naroda, časa, potreb, zato nagovorijo srca posameznikov. Oblik pobožnosti je torej mnogo, ustavimo se ob najbolj znanih. Osebni odnos do Kristusa. Osebni odnos do Kristusa je zagotovo znamenje pristne pobožnosti, ki obstaja samo med kristjani. Primerjalno veroslovje zbira prvine, ki jih najdemo pri vseh verstvih. 3 so najpomembnejše. Najprej vera v višja bitja. Drugič se predpostavlja, da je določen način življenja božanstvom všeč, drugi pa ne. Obstajajo torej moralna načela. Tretjič, k verstvom spadajo obredi, daritve, molitve. Ljudje menijo, da je z božanstvom mogoče vzpostaviti odnos, pogovor. V prvotnih verstvih je ta odnos relativno enostaven. Boga si zamišljajo podobno kot človeka, obdarjenega z življenjem in višjimi močmi ter zmožnostmi. Zato so tudi moralni zakoni, ki jih nalaga, lažji. Molitve in daritve so neke vrste pogodba, daj dam. Višja in žlahtnejša, ko je ideja, ki jo imajo ljudje o Bogu, toliko težji in problematičnejši postane odnos do njega. Za Platona je Bog najvišja ideja dobrote in lepote. Toda z idejo ni mogoč dialog. Ona je lahko zgolj predmet občudovanja. Krščansko razodetje nas uči, da Bog prebiva v nedostopni svetlobi.
Toda teologi sprejemajo tudi aristotelsko definicijo, da je čisti dej, vrhunec dobrote in lepote. S tem bi postal Bog povsem nedosegljivi ideal, če ne bi verovali, da se je polnost božanstva razodela v Jezusu Kristusu, ki je odsvit njegovega veličastva in odseva njegovo bistvo. In ki je rekel o sebi: kdor je videl mene, je videl očeta. Božja beseda se je učlovečila, Bog je torej vstopil v svet človeka, imamo odnos do njega, govorimo z njim, vidimo ga in mu služimo v Jezusu Kristusu. Božji zakoni postanejo konkretna podoba. Apostoli in prvi učenci niso imeli v rokah knjig o morali ali asketiki. Pred očmi pa so imeli živo podobo Kristusa. Prizadevali so si misliti, kakor je mislil on, govoriti in delovati po njegovem zgledu. To se izraža posebej izrazito tudi v življenju svetnikov. Premišljujejo Kristusovo življenje, stalno ga imajo pred očmi, govorijo z njim, kakor prijatelj s prijateljem. Želja po osebnem odnosu s Kristusom je našla različne izrazne oblike. Ena od njih je češčenje srca Jezusovega, ki je vzniknilo kot odgovor proti pretirani in abstraktni ideji Boga, kakor se je pojavljala med intelektualci Evrope 17. stoletja. Srce Jezusovo. Začetki te pobožnosti segajo v čas srednjeveških mistikov. Toda v resničnem pomenu se začenja šele z razodetji sveti Marjeti Alacoque, redovnici v Paralemonialu. Junija leta 1675 se je prikazal Jezus, ji pokazal svoje srce z besedami: opazuj to srce, ki je tako ljubilo ljudi, da ni opustilo ničesar, ki se je izčrpalo in izničilo, da bi izpričalo svojo ljubezen. Za plačilo pa prejema samo nehvaležnost, sramoto, bogokletstva, hlad in zaničevanje, ki ga kaže v odnosu do tega sakramenta ljubezni. Zlasti pa me boli vedenje meni posvečenih oseb. Zato te prosim, naj bo prvi petek po osmini praznika svetega rešnega telesa poseben praznik na čast mojemu srcu, zato da bi s pravnim obhajilom zadoščevali za vse žalitve, ki jih dobivam v oltarskem zakramentu. Ta pobožnost je na začetku naletela na težave, toda potem se je razširila po vsem svetu. Cerkev jo je sprejela za svojo in jo priporočila v več papeških okrožnicah. Potrebno pa je bilo bolj pojasniti pojem Božjega srca. Zato so teologi dodali nekatera natančnejša določila. Srce je najprej telesni organ, pomeni središče telesnega življenja. Prebodeno srce Kristusa na križu je moralo postati uradno potrdilo smrti in nepreklicnega konca njegovega bivanja in delovanja na zemlji, znamenje, da je bila njegova daritev dopolnjena. V Kristusovem srcu častimo njegovo telo, ki je postalo organ posvečenja. Zato je češčenje srca Jezusovega združeno z Evharistijo, z adoracijo in obiski Najsvetejšega. Zlasti pa s tako imenovanim zadostilnim obhajilom vsak prvi petek v mesecu. Toda Jezusovo srce ni mrtva relikvija, temveč živi organ Božje človeškosti, središče vse njegove osebnosti. Sveta Marjeta pogosto pravi: presveto srce mi je reklo. To je Jezus mi je rekel. Češčenje srca Jezusovega je torej češčenje osebe učlovečenega Božjega Sina, ki je vrata k očetu, edini srednik med Bogom in ljudmi. Srce, ki bije, je simbol življenja in dejavnosti.
V Kristusovem srcu občudujemo torej vse delo in ves Jezusov napor, ki ga je storil za nas. Ne želimo biti med tistimi, ki mu vračajo z nehvaležnostjo in sramotenjem. V Svetem pismu je srce simbol notranjega življenja, ki se na zunaj ne vidi. Samo Bog preiskuje človekovo srce. V Svetem pismu srce premišlja, misli, odloča. Je torej vsota vsega življenja duše. V srcu modrega prebiva Bog, srce je tempelj Svetega Duha, srce je torej središče duhovnega življenja. Pobožnost do srca Jezusovega zato usmerja pozornost k Jezusovemu notranjemu življenju. Hočemo se ga udeležiti. Iščemo, kako bi razumeli njegovo mišljenje in njegove drže, čustva, odločitve, kreposti, milosti. Bog, človek, je živel celostno človeško življenje, tudi z vidika psihologije. Notranje življenje se razume samo po sebi, pa je pomembnejše od vseh zunanjih dejanj. V pobožnosti do srca Jezusovega je nekaj dragocenih prvin. Misel na zadoščevanje za grehe drugih nas dela pozorne na vidik kolektivne krivde. Misel, ki je danes zelo aktualna. Notranji odnos z Jezusom nam pomaga preseči mrtvi legalizem predpisov in norm, pomaga dati zapovedim tisti smisel, ki ga morajo imeti, biti izraz ljubezni na poti k očetu. Današnji človek se čuti močnega in uspešnega pri urejanju zunanjega sveta. Nasprotno pa ugotavlja svojo notranjo krhkost in slabotnost, bodisi psihološko, bodisi moralno. Pred očmi nimamo več humanističnega ideala močnega in popolnega posameznika, ki ga vsi občudujejo. V češčenju Božjega srca poudarjamo sakramentalni značaj našega posvečevanja, moč Božjega usmiljenja, ki hoče v vseh okoliščinah priskočiti na pomoč tistemu, ki sam od sebe ni sposoben izpolniti svojih dolžnosti. Po prikazovanjih sveti Marjeti naštevajo 12 Jezusovih obljub, ki jih je dal častilcem njegovega srca. Prvič, dal jim bom vse milosti, potrebne njihovemu stanu. Drugič, prinesel bom mir v njihove družine. Tretjič, potolažil jih bom v trpljenju. Četrtič, tolažba jim bom v življenju in smrti. Petič, razlil bom mnogo blagoslova na njihovo delo. Šestič, grešniki bodo našli v mojem srcu vrelec in neizmerni ocean usmiljenja. Sedmič, mlačni bodo postali goreči. Osmič, goreči bodo dosegli veliko stopnjo popolnosti. Devetič, blagoslovil bom vse kraje, kjer se bo častilo moje srce. Desetič, duhovnikom bom dal milost, da bodo ganili trda srca. 11. Imena tistih, ki bodo širili to češčenje, bodo neizbrisno zapisana v mojem srcu. 12. Iz obilnosti svojega usmiljenja bo moja vsemogočna ljubezen dala milost kesanja na koncu življenja vsem, ki bodo 9 mesecev zapored prejeli vsak prvi petek obhajilo. Ne bodo umrli brez te milosti, četudi ne bodo prejeli zakramentov. Moje srce jim bo obramba in zavetje v njihovi poslednji uri. Pobožnost do Gospodovega trpljenja. Za različne bolezni so različna zdravila. So pa tudi splošnejša zdravila, ki uničujejo mikrobe in utrjujejo organizem. Nekatera so proti vsem boleznim. V metaforičnem smislu uporablja ta izraz sveti Avguštin, ko govori o boleznih duše.
Tudi tukaj obstaja neko splošno zdravilo. Nisem našel učinkovitejšega zdravila od Kristusovih ran. Nič ni zdravilnejše za nas, kakor vsakdanje premišljevanje tega, kar je učlovečeni Bog trpel za nas. Isto misel pogosto ponavlja sveti Bernard. Kaj bi moglo biti učinkovitejše zdravilo za rane naše vesti in za očiščevanje dna naše duše, kakor pogostno premišljevanje Kristusovih ran? Če se uspemo zbrati in se skriti v njegovih ranah, bomo našli najboljše zdravilo zoper vse skušnjave, tudi nečiste. V življenju svetnikov beremo o mnogih zgledih, ki potrjujejo to izkustvo. V drži do trpečega Kristusa se pokaže zrelost našega duhovnega življenja. Leta prinašajo seboj izkušnje, bolečine, razočaranja. Veliki načrti in teoretična razmišljanja se umikajo v ozadje, začenjamo pa ceniti preprosto molitev pred križem. Pridigari pogosto navajajo svetega Tomaža Akvinskega, ki je pokazal nakrižanega in zagotavljal, da se je vsega, kar je zapisano v Summa Theologica, naučil od njega. Pri duhovnih pisateljih najdemo tudi navodila, s kakšnimi notranjimi dispozicijami moramo premišljevati Gospodovo trpljenje in kakšna čustva bi moralo to prebujati v nas. Gre predvsem za sočutje s trpečim, kakor da bi sprejel del Gospodovega trpljenja nase. Vemo, da tu ne gre za kakšno goljufivo domišljijo. Mistična edinost v enem samem Kristusovem telesu, ki seže onkraj prostora in časa, pripisuje temu sočutju resnično vrednost in učinkovitost. V tej zvezi dobijo svoj smisel in pomen tudi nasveti nabožnih knjig, ki govori, na primer, da moramo tolažiti odrešenika v Gecemanskem vrtu. Usmiljeni človek išče, kako bi odpravil vzroke Kristusovega trpljenja. Najde jih pri sebi. Premišljevanje Kristusovega trpljenja vodi torej k boljšemu spoznanju svoje grešnosti, k skesanosti in pokori. Sveti Bernard piše: spoznaj človek, kako globoke so rane, ki si jih z grehi zadal Kristusu. Zavest, da nekdo trpi za nas, prebudi čustvo hvaležnosti. Kristusovo trpljenje je vrh razodetja Božje ljubezni. Božja ljubezen do nas se je razodela tako, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. Božja ljubezen, bolj kot drugi darovi, vzbuja in krepi tudi našo ljubezen. Sveti Ambrož izjavlja: tvojemu bolečemu trpljenju, s katerim sem bil odrešen, dolgujem več kot tvojemu dejanju, s katerim si me ustvaril. Tisti, ki pogosto padejo ali so se že zdavnaj oddaljili od Boga, so pogosto preplavljeni z občutkom nezaupanja in obupa. Bog se jim zdi nedosegljiv. Videti, kako nosi križ in nas gleda, je gotovo dobro zdravilo zoper takšne dvome. On je nosil križ za vse človeštvo. Toda po besedah svetega Janeza Zlatoustega ne bi okleval storiti za vsakega posameznika to, kar je storil za ves svet. Človekov cilj je slaviti Boga. Izraz slavljenje Boga je molitev. Po svetem Avguštinu s tem v povezavi ne moremo premišljevati, ne razmišljati, ne pisati ničesar boljšega, kakor reči Bogu hvala. Tistemu, ki si živo predstavlja Kristusa, kako nosi križ in ki razume smisel tega, kar se je zgodilo na Kalvariji, pridejo te besede spontano na ustnice. Saj je tudi Kristus trpel za vas in vam zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah. Vse Kristusovo življenje je podoba popolnosti in vzpodbuda k hoji za njim. V trpljenju se vse njegove kreposti posebej izrazito pokažejo. Zato Jezusov križ, kot pravi sveti Avguštin, ni zgolj mrtvaška postelja, ampak tudi katedra poučujočega Božjega Sina.
Križev pot. Legenda pravi, da je ob koncu svojega življenja Božja mati pogosto prehodila pot trpljenja svojega sina. Tako naj bi bila ona začetnica pobožnosti križevega pota. Iz starejših podatkov o romanjih v Sveto deželo vemo, da so obiskovali svete kraje v Jeruzalemu, toda o križevem potu ne piše niti romanje iz Bordoja, niti Silvijino romanje. Kljub temu so se že v tej dobi pojavila prva znamenja te pobožnosti. Romarji so z gorečimi svečami šli k Božjemu grobu in na Kalvarijo. Škof iz Bolonje, sveti Petroni, z 5. stoletja, naj bi iz svete dežele prinesel mere cerkve Božjega groba in potem postavil podobno v Bolonji, to je cerkev svetega Štefana. Nato pa je na griču postavil še cerkev, podobno cerkvi Gospodovega vnebohoda na Oljski gori, ter poimenoval spodaj ležečo dolino z imenom Jozafat. V 9. stoletju so po vzoru Božjega groba po vsej Evropi postavili veliko podobnih spomenikov. Srednjeveški svetniki so se odlikovali po veliki pobožnosti do Kristusovega trpljenja. Pri širjenju te pobožnosti so veliko pripomogli sveti Bernard, sveti Anzelm ter zlasti sveti Frančišek Asiški. Množile so se knjige meditacij o trpljenju, snov je bila razdeljena v skladu z urami molitvenega bogoslužja, tako na primer so za 1. uro zjutraj priporočali misliti na aretacijo Jezusa. Pri 3. ob 9. nabičanje, kronanje s trnovo krono in križev pot. Opoldne so premišljevali o križanju, pri 9. uri ob 3. popoldne o Gospodovi smrti, med večernicami o snemanju s križa in pri sklepni uri o pokopu. Začeli so s srednjeveškimi pasijonskimi igrami in z ljudsko pobožnostjo 5 ran in svetega obličja. Tudi Veronikin prt, ki ga hranijo v Rimu, priča o tem. Križarske vojne so prebudile novo zanimanje za romanja v sveto deželo, zlasti od leta 1333, ko so frančiškani prevzeli varstvo svetih krajev. Romarji so obiskovali Golgoto, Božji grob, Oljsko goro. Dominikanec Ricoldo de Monte Crucis piše leta 1294 v Romarjevi knjigi: Šli smo po poti, ki jo je prehodil Jezus, ko je nosil svoj križ. Govori o Pilatovi palači, o kraju z imenom Lithostrotos, o mestu, kjer je bil postavljen križ, poleg katerega sta stala Marija in sveti Janez, o grobu. Romarji v 14. stoletju so že poznali vse kraje, ki jih danes imenujemo postaje križevega pota. Toda zanimiva je ugotovitev, da so jih obiskovali v obratnem redu, od Božjega groba do Pilatove palače. V Nemčiji in na Nizozemskem se je v 15. stoletju razširila pobožnost do Kristusovih padcev v dneh trpljenja, ko je prešel potok Cedron, na poti od Heroda do Pilata, po bičanju, na križevem potu in tako dalje. S časom se je ustalilo število 7, ki odgovarja 7 žalostim Device Marije. Podobno so častili 7 bolečih Kristusovih korakov. V Rimu je sveti Filip Neri to pobožnost povezal z obiskom 7 cerkva. Namesto cerkva ali kapel pa so postavljali stebre ali kipe s podobami Gospodovega trpljenja. Nekatere od teh so bile že zelo podobne sedanjemu križevemu potu. Namesto padcev se je začelo govoriti o postajah. Njihovo število se je gibalo od 6 do 15. Nekatere so šteli od zadnje večerje, druge od odrešenikovega slovesa z Devico Marijo. Zadnja postaja je bila vedno Božji grob. Na začetku 16. stoletja so v Freiburgu zgradili 7 postaj križevega pota, od Pilatove hiše do Kalvarije. Postavili so 7 stebrov. Razdaljo med njimi so povzeli po razdalji med svetimi kraji v Jeruzalemu. Tako se je postopoma izoblikoval sedanji križev pot. V 17. stoletju se je razširil v Flandrijo in na Poljsko, tam sta ga priporočala jezuita Tilkovski in Družbitski.
Pod vplivom teh pobožnosti v Evropi so se spreminjale tudi procesije v Jeruzalemu, najprej so začenjali pri Božjem grobu. Od 16. stoletja pa so nekateri romarji že obrnili vrstni red, od Pilatove palače do Božjega groba. Današnja oblika križevega pota, ki ima 14 postaj, je vzniknila v 17. stoletju v Španiji. Od tam so jo kapucini razširili v Italijo, potem v Francijo in drugod. Veliko zaslug za to ima sveti Leonard Portomavrški. Pobožnosti so pridali odpustke, ki so bili na začetku podeljeni samo romarjem v sveto deželo. Najprej so dovoljenje za izgradnjo križevega pota dajali samo krajem, kjer so bivali frančiškani, čuvarji svetih krajev v Palestini. Pij IX. Je ta privilegij odpravil. Križev pot je priljubljena ljudska pobožnost, združuje spontano gibanje s podobo in razmišljanjem, ob tem je lahko združevati Jezusove skrivnosti z lastnim življenjem. Pri tem se učimo prenašati težave in se odločati za poboljšanje življenja. Križev pot je kratko romanje. Hannotel v 17. stoletju je sadove križevega pota shematično zbral v 5 točk. Prvič, utrdi našo vero v Kristusa. Vidimo, da nas je samo On spravil z očetom in da je edini srednik med Bogom in ljudmi. Drugič, poveča naš občutek za greh. Jezus pade na poti, ker pademo mi. Tretjič, naučimo se razumevati smisel križa, trpljenja, naših nesreč. Četrtič, odkrivamo, kaj pomeni predati se v Božje roke, sprejeti njegovo voljo. Petič, Kristus, ki nosi križ, je vzor vseh kreposti, poziv k hoji za njim. V odloku Pija IX. Beremo, da ima premišljevanje odrešenikovega trpljenja in smrti v sebi izredno moč. Okrepi vero, ozdravi rane vesti, očisti namen, vnema v ljubezni do Boga. V cerkvah običajno molimo križev pot skupaj. Lahko skupaj pojemo, medtem ko hodimo od postaje do postaje, preberemo kratko razmišljanje in končamo z molitvijo. V nabožnih knjigah najdemo tudi druga besedila primerna za zasebno pobožnost, misli na vsako postajo. Samo po sebi se razume, da niso posebej povezane med seboj. Bolj svobodno, kot molimo križev pot, ljubša nam postane ta molitev. Družbitski je pisal meditacije skladno z merili ignacijanskih duhovnih vaj. Da pa pobožnost ne bi postala preveč stereotipna, je koristno, če opravljamo vedno pod drugim vidikom. Enkrat moramo premišljevati, koliko dobrih sadov je prineslo Kristusovo trpljenje na svet, drugič gledamo, kakšno zlo je greh, ki je kaznovan na ta način. Naslednjič občudujemo zgled vztrajnosti, spet drugič pa jamstvo večnega sodnika, da bo milostljiv do nas. Velike duhovne koristi bo očitno deležen tisti, ki zna posamezne postaje povezati z vsakdanjim življenjem. Premišljujoč obsodbo Jezusa misli na primer na kakšno krivično sodbo, ki jo mora zaradi drugih prenašati. Ob posameznih padcih misli na svoje neuspehe in grehe. V Simonu iz Cirene vidi svoje prijatelje, ki mu pomagajo in moli zanje, pri 4. postaji prosi za pomoč Božjo mater in podobno. Ta zasebna pobožnost more biti daljša ali krajša, odvisna od okoliščin. Mogoče je tudi počasi krožiti okrog postaj in pri tem moliti žalostne skrivnosti rožnega venca. Opat Marmion iz Maretsuja v Belgiji, znani duhovni pisatelj, se je pogosto pripravljal na sveto mašo z molitvijo križevega pota. Svojim redovnim sobratom je govoril: Menim, da ni koristnejše pobožnosti, razen zakramentov in liturgije, od dobrega premišljevanja križevega pota.
Poslušali ste katehezo o molitvi. Besedilo je bilo vzeto iz knjige Tomaša Špidlika Osnove krščanske duhovnosti. Knjigo je izdala Slomškova založba v letu 1998. Brala sva Nataša Ličen in Jure Sešek.